Najprej en lep dober večer sem skupaj. Hvala, da ste prišli kljub. Slišimo, da je danes višek okužb z omikronom. Zaradi tega bomo imeli maske gor, bolj in manj. Lep prav tudi gledalkam in gledalcem, ki nas spremljajo po neposrednem prenosu. Uvodoma bi se za Povodoma bi se zahvalil občini Vrhnika in zavodu Ivana Cankarja, da v tej sezoni že drugič gostijo vseslovensko turnejo revije Demokracija, na kateri predstavljamo bodisi avtorje knjig, ki jih izdaja naša založba, bodisi avtorje, ki izdajo knjige v samo založbi, pa jih pač medijski mainstream nekako potiska ob stran. Nocojšnja gosta sta gospod Rado Pezder in gospod Igor Medza, lepo pozdravljena. Jaz mislim, da današnji gostov ni treba kaj posebej predstavljati, rekel bi samo to, da gospod Omedza se zadnjih 20 letij precej ukvarja z proučevanjem delovanja UDBE in vseslovenskimi osamosvojitelji. Je publicist, ekonomist. Gospod Pezder je nekdanji novinar, seveda tudi sodelavca v časniku Finance, je sicer ekonomist, profesor, publicist. Bistvo obeh, s čim se ukvarjate, je neka zamolčana zgodovina po drugi svetovni vojni, katero onadva v svojih knjigah plaz za plastjo razkrivata. Podlaga za njuno raziskovanje so arhivi, zato bom tako na začetku vprašanje za oba. Vemo, da so po prvih demokratičnih volitvah leta 90, in to mislim, da je aprila 90, gospod Omedza bo to najbrž bolj vedel, vozili arhive na uničevanje, mogoče se to že prej dogaja. Koliko je pa tega še ostalo? Ja, najprej lepo pozdravljeni, hvala za vabilo. Torej, ukaz o zadnjem velikem čiščenju je bil dan v začetku marca 90, se pravi en mesec pred demokratičnimi volitvami, 8. aprila so bile, in uničevalo se je do 16. maja, 17. maja pa nastopila nova vlada. Mislim, presegla in sem 16. nastopila, pa rekel svoje delo 17. primo predaja se do 17. maja, razen Ertla, ki ni primo predaja naredil. In to se uničevalo takrat ogromno. Zdaj, koliko je vsega uničeno, ne vemo, ker ne vemo točno, koliko je vsega bilo. Ampak neke ocene so tudi zgodovinarje, ki so potem to raziskovali, tudi uničene gradiva, da je večina gradiva uničena. Je pa nekaj pri tem vendarle zanimivega, da če bilo res tako ogromno uničenega, praktično ne mogli napisati, bi bile vsaki zgodbi v nečem, jaz vse tiče zgodbe v tej udbi, v delovanju udbe, predvsem tragične zgodbe so bile to. Iščem, ne bi mogel sestaviti zgodbe, če bi imel toliko lukenj, potem bi mogel mašiti z nekimi špekulacijami, tega ne bi hotel. Zanimivo je to, da je nekaj uničeno to popolnoma, čist, recimo predvsem zadnje obdobje, se zelo pospravili, dočim pa nekatere stvari so po celoti ohranjene. To mi da zaradi dobro vejo, so dobila 10.000 še več strani, ko so pisala to teritorijalno obrambo, kriminalni temelj teritorijalne obrambe in LB oziroma NLB. Tako da je tako nekako neenakomerno. Pa še tako je. Nekje uničujejo notranjo problematiko, so pa še v zunanji oddelki so šle pa kopije tega. V zunanji oddelki in tam se nekatere stvari, tiste, ki so popolnoma uničene, tudi najdejo v fajlu zunanjih oddelek udbe.
ogromno tega je pa še v Beogradu, ker bi mogli, enkrat bo to vendarle odprto, pa če bile te prejšnje slovenske vlade bolj učinkovite pri približevanju Srbiji Evropi, so oni zaprli to poglavje pod Cerarjevo vlado ali Šarčevo vlado, ker niso zahtevali izročitve. Omenil sem Beograjske arhive, a Beograjske arhivi so popolnoma nedostopni, ali je sploh možno priti do... Ne, zaenkrat so nedostopni. Predvsem pa tudi zanimiv bil arhiv KOS-a, se pravi vojaške tajne politične policije. To je nedostopno. Zdaj, Slovenija bi mogla v teh pogajanjih, pa niso tega zahtevali v teh pristopnih poglavjih, takrat niso zahtevali tega. Tako da pač, če bo mogoče zdajšnja vlada, ali pa vprašanje, če bo ta vlada še naprej, upam, da se bo Srbi kaj zmenili, da bi dobili nazaj to, kar je bilo poslano v Beogradu. Tega je pa veliko. Gospod predsednik, vi ste tudi na enem od prejšnjih večerov omenili, da ste bili pravzaprav presenečeni, kako so bili malomarni prečiščeni, da je kar nekaj tega gradiva še ostalo. Ja. Najprej dober večer. Hvala, ker sem danes lahko z vami tukaj v Vrhniki. Na tvoje vprašanje, Jože, jaz sem bil dejansko šokiran, ker so ostali neki zelo pomembni kosi, praktično cele plahte tega, kar razkriva, kako je služba državne varnosti seveda pod patronatom oziroma ukazom komunistične partije izvajala sistem vzporednega mehanizma v ekonomiji in bančništvu. Noter so ostale fenomenalne zadeve, recimo prav letna poslovna poročila Uprave državne varnosti, iz katerih je razvidno in to, koliko cigaret so prešvercali in katera so njihova podjetja in kako ustanavljajo podjetja v Liechtensteinu do tega, kjeri so računi pri katerih švicarskih bankah z vsemi kodami. Ostale so cele plahte gradiva, ki kažejo, kako se vzporedno bančništvo sploh začelo in kakšen je bil mehanizem delovanja vzporednega bančništva. To sva z Igorjem v prej omenjeni knjigi Kriminalni temelji teritorialne obrambe in NLB popisala v tej knjigi, zdaj sem pa to še razširil. In seveda ta cela zgodba Saftija in začetka 80-ih let in seveda tudi ta zelo glasni kazino Portorož, kjer je pod nadzorom partije služba državne varnosti poslovala z italijansko kriminalno združbo Mala del Brenta. Tako da v nekih segmentih so zgodbe absolutno popolne in so tako popolne dejansko, da lahko iz njih naredimo eno zvezno strukturo čez vsa ta desetletja nastajanja in dodajanja in oblikovanja in razširjanja vzporednega mehanizma. Zdaj, tisti moj premislek v glavi je, kaj če se gradivo ne bi uničevalo, kako pošastno bi šele naša polpretekla zgodovina izpadla, če je že to, kar je v arhivu, enostavno noro in neverjetno. Ker jaz mestoma v arhivu po teh dokumentih nisem več vedel, ali če to komu razložim, bojo rekli, pezderju se je dokončno zmešal pejtu norišenco, ali imam resno zgodbo. Tok nora so bila soočanja s tem, kar je bilo tok radikalno drugačno od mojih pričakovanj, kljub temu, da sem slutil, da je pač bilo nekaj narobe. Ampak popoln arhiv, neuničen arhiv, jaz mislim, da bi prekucnil to državo na glavo. Zato je bilo to uničenje aprila 90 do tega presečnega datuma, ki ga je Igor omenil, za prisege nove vlade, resnično zločinsko dejanje. Ja, to je resnično naravnost strhljivo. Ti temelji udbe, ki so pravzaprav kriminalni. Kriminalni, ja. Prej ste omenjali sodelovanje z italijansko mafijo. Kdaj se je pa to začelo? To je najbolj noro, ker ta italijanska mafija ne gre ven iz delokroga službe državne varnosti. In prva izpričana zadeva je
leto 46, ko iz Italije uvozijo 46 ton, ilegalno uvozijo semena za konopljo. Potem pridajo obdobje 47-48 do 51, ko glavna ideja, kako pridobiti kapital za ponovno vzpostavitev podjetništva, njihovega podjetništva, prihaja zgolj iz šverca cigaret v nekem trenutku, in to je razvidno iz teh poslovnih poročil. Oni vse do Ancone zapolnajo služba državne varnosti tržišče z ilegalnimi cigareti v dogovoru z italijansko kriminalno združbo. Takrat vam zgodovinarji kriminologije znajo povedati, da so bili na vrhu italijanskega kriminala liki kot Lucky Luciano. Do 70-ih let, ko dva nagrajenca GZS, pa visoko rangirana udbovca, Silvo Gorenc, pa kaj je bil še drug Igor? Všel mi je z glave, se prečujem. Švercata cigarete, ker je v proračunu zmanjkalo denarja za službo državne varnosti, spet italijanski mafiji, do zadnjega desetletja obstoja te kvevolentne države, ko dejansko sodelujejo v Portorožu z italijanskimi kriminalci, ki so hčerinska družba sicilijanske mafije, znamenitega Salvatoreja Totorine. Z tega vidika je to strašljivo, ker jaz si ne predstavljam, kako zgleda, da država neposredno posluje z družbami organiziranega kriminala, zato da financira proračunske postavke. To so nerealne in nore stvari. Tako da bi Šircelj danes rekel, zmanjkalo nam je v budžetu milijarda, pa zdaj nič čike prodajemo italijanski mafiji. Zdaj, to je razvalo tega, kako bolesten sistem je bil pred tem. Stipanič, Anton Stipanič. Hvala. Gospod Omeza, gospod Bezdirnik je pač preiskuje, upam, da boste delo nadaljevali še, ta sporedni mehanizem bolj iz ekonomskega vidika. Vi ste pričevali, jaz govoril kar UDBA, čeprav je UDBA spreminjala imena službe državne varnosti, kaj je bilo prej, se točno ne spomnim, bomo ostali pri imenu UDBA, ki je nam vse najbolj znan. Vi ste se predvsem ukvarjali z zasledovanjem ljudi, z raznimi operacijami in tudi umorom. To je tudi del te zamočane zgodovine, v kateri zelo malo vemo, še zdaj se to malo bolj razkriva in hvala Bogu, da se kakšnih razsežnosti je bilo to. Zdaj, slovenska UDBA, za razliko od Hrvaške, ni imela emigracije, ki bi bila, rekel, diverzantska ali pa teroristična, narekovaj teroristična, ker te, ki so pač skušali zrušiti komunistični režim, pravzaprav niso teroristi, ampak so bili takrat borci za demokratizacijo, pa za samostojno Hrvaško, kot recimo. Te so bili taka najbolj nevarna jugoslovanskemu režimu, ker je bila izredno ofenzivna in tudi uporabljala diverzantska sredstva. Mislim, da je okoli 100 hrvaških emigrantov ubitih, ranjenih, ugrabljenih in tako naprej. Dočim slovenska emigracija je pa samo en primer tega. In to je tragičen primer Janeza Topliška, ki je leta 1966 skušal priti sem z razstrelivom, pa z orožjem, pa s propagandnim materialem in ustvariti, to je bilo seveda utopično, samostojno in demokratično slovensko državo. In to zgodbo opisujem. On je dobil razstrelil preko UDBE, ker so v diplomatski pošti so postavili razstrelivo enemu sodelavcu UDBE v Nemčiji, ki je bil kot njegov prijatelj in tam je potem to razstrelivo dal, kot da je ga dobil na gradbišču. Skratka, UDBA je vse to kontrolirala, ta prihod Topliška v Slovenijo, v Jugoslaviji bil na meji aretiran, gor Belci, pri Belci gor pri Jesenicah je bil aretiran. Tle je obsojen, potem poslan na Goli otok, oziroma pozneje v Staro Gradiško in tam pri pobegu so jih dobil 25 strelov
nekaj v hrbet, nekaj spredaj, se pravi, da je šlo praktično za umor. Ne. Se pravi, on je žalostno končal, edini slovenski pravi, bi rekel, ta diverzant, ali pa tisti, ki je skušal z orožjem in premagati komunistični režim in ustvariti leta 1966 samostojno in demokratično slovensko državo. Smo ostali so bili pa intelektualci. Ostali smo bili intelektualci, jaz imam knjigo v Žebotu, prvi del, to je bil pa človek preko pisanja, ne? On je napisal ogromno knjig, člankov in to je vse pronicalo v Slovenijo. Namreč ta ideja, on je bil pač zagret osamosvojitelj. On je vlekel to idejo osamosvojitve iz ideje Lamberta Ehrlicha, ki lahko rečemo, da je bil prvi, preko tisti slovenski, ki je postavil na nek način zelo resno idejo samostojne slovenske države, s tem, da je on pod to državo mislil tudi slovensko zamejstvo. Mi smo sicer ustvarili slovensko državo, ampak zamejstvo, on je razmišljal tudi, da bi bilo treba zamejstvo dobiti noter, ampak pač to ni bilo mogoče leta 90 narediti več. Kogarkoli, to je bila ideja Lamberta. Lambert je bil leta 1942 umorjen na strani Vosa in takrat mogel biti tudi umorjen Žebot. Ampak so ponevedamo so ubili študenta Rojca, ki je takrat slučajno bil edinkrat skupaj šel iz Maše z Ehrlichom. Žebot je pa zaspal in to ga je rešilo, da takrat ni bil umorjen. Potem je on pobegnil odšel v Italijo, leta 1943 pa pozneje v ZDA in hodil za mesto in tlej potem tudi prišel enkrat v Slovenijo, tlej Stane Kavčič to spustil. Se je bila bolj velika afera zaradi tega, znotraj teh političnih vrhov se javnost o tem več ni vedela. In on je potem napisal par knjig, no sej, ti si ga srečal v Washingtonu verjetno, ne. Se to piše Ulba, ampak ne piše, da so bili ravno oni študenti GRF-ja, ne. Jaz to pisal v knjigi, ampak ni tako natančno Ulba pisala, kot on ve nekaj v tem. In on je to knjigo prinesel, ne nijo, prinesel tišo polcelovci, ker ni izdubil iz Amerike, oziroma verjetno je Ulba ni spustila čez mejo. Ker Slovenija, včeraj danes sem imel, so se dva dela in on postavil drugačno zgodovino, kot je takrat seveda učena ali pa propagirana v komunistični Sloveniji. Pa še je potem pomembna nevidljiva Slovenija. Hočem to reči, da vse te ideje osamosvojitve, že bodo še nekaterih drugih imigrantov, v Sloveniji tega nisi mogel javno govoriti, tudi če so te odkrili, da tajno to razmišljaš. V ožjem krogu si bil kaznovan. Recimo, Franc Miklavčič, ko so najdeli pa njemu dnevnike, tudi tista afera Franc Miklavčič, Viktor Blažič, zaprejo iz Kozbeka, potem pa njemu najdeli dnevnike, kjer bi se idejo samostojne Slovenije. Dobil še dodatna leta zapora zaradi tega. Seveda v Sloveniji ni bilo mogoče o tem, lahko se je razmišljal nekje v glavi, ne? Ampak nevarno bi tudi zaprti krogih o tem razmišljati, kje pa, da bi kdo lahko javno to napisal. Nova revija, 57 ni pisala o samostojni Sloveniji, ker drugače ne mogla izideti. Takrat še ni bil čas, ne bi išli, če bi pisali, tako bi rekel, se da razumeti, malo tako bi rekel, iz konteksta. Kogarkoli, sam da končam, hočem reči, da je zelo pomembno za slovensko osamosvojitev. Ne tisti, ki se jo dejansko izvedli, ker vemo, kdo so to bili, pa ne tudi majski hroščik so takrat prišli, pa so pomagali, takrat, ker je bilo že jasno, da ni druge rešitve, ampak pomembna je ta misel teh ljudi, ki je pronicala v Slovenijo. Žebota, Franc Jeza v Trstu, in še nekateri drugi. In to je ustvarilo tudi, bi rekel, neko teoretično intelektualno podlago, ker je en del inteligence je to dobival, vedel, naskrivaj, Jančar je bil zaradi tega zaprt, ker je dobil knjigo od Žebota, pa še, mislim, da v Rogu že mogo biti. Skratka, to je zelo pomembno za slovensko osamosvojitev, to se pozablja, da je ta ideja imigracije, ki je bila bolj pišoča kot, bi rekel, agresivno-diverzantska, je zelo pomembna za nas, ki smo takrat pravzaprav prihajali do tega, da se moramo ne samo v teoretičnem smislu, tudi operativno osamosvojiti. No, gospod Pezder, gospod Omerze je ravno kar govoril o tistih, bom rekel, resničnih osamosvojiteljih. Vi ste nekoč omenili, da vas je k tej knjigi, pisanju te knjige spodbudil tudi intervju z
Nikom Savčičem, ki je govoril, on je govoril o usporedni ekonomiji, hkrati pa je dal vedeti, da z ustanovitvijo Ljubljanske banke in tako naprej, da se je pravzaprav takrat začela Slovenija osamosvajati, tako da bi samostojna. Na to vas je tudi skušal napeljati za stolnem enim intervju, ko ste ga imeli z novinarjem N1, da se je praktično ta denar, o katerem vi pišete, namenil za osamosvojitev, vi pa niste našli dokaza, da bi to potrebovali. Jaz sem dejansko to tezo zelo resno vzel. Se pravi, če nek sistem dela vzporeden mehanizem, ki je prikrit, ki je izvan tudi tiste regulacije in ustavne ureditve, ki je bila, ali je potem ta sistem res poslužil naši tranziciji iz Jugoslavije in totalitarnega samoupravnega sistema ekonomije v samostojnost in tržni kapitalizem. In jaz sem porabil zelo veliko časa, da bi ugotovil, ali je teza drži, taka kot jo je Niko Kavčič nastavil. In izkazalo se je, da ne te mreže, ne sredstev, ki so zapolnila v te mreže, nismo videli v nobenemu elementu vzpostavljanja naše države in oblikovanja tržnega mehanizma. Videli pa smo ta sredstva, potem ko smo osamosvojeni in ko se začne proces privatizacije, ta sredstva pod krinko nekega zasebnega kapitala začnejo pritekati v našo državo, prevzemati določene sektorje, medijske sektorje, zelo donosen sektor nabave medicinskih pripomočkov, v bančni sektor, hkrati zelo začnejo graditi omrežja, ki so kar naenkrat postala najbolj vplivna v državi in so sestavljena iz presečne množice nekdanjih rdečih direktorjev, visokih uslužbencev službe državne varnosti in visoko rangiranih particev. Ni pa nobenega sledu, da bi ta denar karkoli bil uporabljen za namene osamosvojitve in rekonstrukcije slovenske ekonomije, ki je bila leta 90 na samem dnu. Prišuje kot plenilski kapital nazaj iz različnih davčnih oaz in različnih podjetniških struktur, ki jih je obvladovala UDBA pod patronatom partije. In to je z dokumentacijo danes zelo dobro dokazano. To je tudi nekaj, kar ni moglo biti dokazano v zgodnjih 90-ih, ko ste ti v ekipi od Slivti in ostali v Slivnikovi ekipi poskušali načeti ta velik problem, kaj se pravzaprav dogaja, kako se bivša partija s pomočjo bivših uslužbencev UDBE tako močno regenerira v slovenski ekonomiji in postaja tako odločilen faktor, da preko vpliva politike distorzira institucije in protipravne stvari preoblikuje v tisto, kar se lahko zgodi samo zaradi tega, ker imajo oni pozicije moči močno zastavljene ravno zaradi tega vzporednega mehanizma. Pa še nekaj kratkega bi dodal na to, kar je Igor povedal. Midva smo se najbolj srečala seveda na temu primeru nastanka Brozove teritorialne obrambe in Ljubljanske banke in prvih banksterskih poslov povezanih z tema obema institucijama. Ampak zanimivo je, vedno se najne zgodbe raziskovalne prepletajo, kjer naprimer pri Žabotu Igor obdeluje Eda Brajnika, ki ga potem jaz obdelujem masivno v vzporednem mehanizmu. Tak je tudi Miloš Ogrizek, nekdanji vosovski likvidator, ki potem rata eden izmed glavnih likov vzporedne ekonomije. Tak je Niko Kavčič, spet en Vosov. Se pravi, to je prav zanimiva struktura teh ljudi, ki so
Njih je pravzaprav Kaldel pravilno poimenoval, ko so ga vprašali po koncu vosovskih umorov v Sloveniji, kaj ne zdaj s temi tipi naredijo, nekaj partizane pripeljajo, je on rekel, kje pa, to so gangsteri. To ti narodni heroji, tipa Edo Brajnik, so bili dejansko gangsteri. Ali je bilo to strelotilnik, ali je bilo to kraja denarja, to je bilo, ali pa poslovanje z italijansko mafijo, to je bilo pač gangsterska struktura, ki smo jo mi posvojili v obveščevalno službo in institucionalizirali. Redko, kje je kakšna mafijska združba pride institucionalno do tega. No, in videli smo v Srbiji pa Miloševiću Alkana, ampak to je ta logika, ko smo mi živeli. Meni se zdi pomembno to vprašal. Jaz mislim, da niti ena denarna nota, v kjerikoli obliki, ne, ali to domači ali tuji valute, ni prišla iz teh udbovskih, rekel, fondov v slovensko samosvojico. Niti ena enota. Poglejte, Rado je izračunal, Casino Portorož skupaj z mafijo imel posebno službo. In obresti te posebne službe so se stekale v Italiji in so šle potem na švicarske račune, tisti del, ki je pripadal udbi. In tega je velik podatek, najpomembnejši podatek v tej knjigi, ta znesek je za 10 let znašal v današnji valuti 250 milijonov evrov. To je samo za Casino Portorož. Če bi zraven dali še Casino Gorica, pridemo verjetno še na veliko večje številke. In ta denar so oni leta 90, marca, zapirali račune udbovci. Visoki udbovci so hodili v Švico, v Lugano in so zapirali račune. In ta denar se nekam prenese, ampak ne v slovenski proračun takratni, ki je nastal po osamosvojitvi. Da bi prišlo 100 milijonov lahko deviz, ko smo jih krvavo rabili takrat na začetku svoje države. Hočem samo to reči. Ne, da je ta denar zginil v neke privatne kanale in se verjetno, Rado tukaj se je pač vračal, pa še vedno nekje kolobar po tujini. Da se ravno o tem sem hotel govoriti. Vi ste mogoče malo boljši pogled imeli že v začetku 90 let, ker ste bili na službi družbenega knjigovodstva. Ampak preden o tem rečeva, bi se vrlo še malo nazaj, govorili ste o udbi in hrvaške migraciji, ki je hrvaška udba je očitno pobila največ teh imigrantov. Udba je bila zelo kruta, mislim, da bo zdaj 50 let od umora družine Ševo, kjer je plačen udbovski morilc ubil strelom v glavo z 2 streloma 7-letno deklico. Kaj je ona kriva naredila? Kaj je bila ona kriva? Ampak po tistem sem jaz pisal tudi o tem umoru in sem tudi probal dobiti Gorenca, ki je takrat 6 zvezde udbe. In te udbovci zdaj se vsi govorijo, da je bila udba neka humanitarna organizacija, ampak to je pa zdaj vprašanje za oba dva. Koliko so, a je bilo vodstvo udbe seznanjeno z temi, a je bilo z vsem seznanjeno ali pa s temi pomembnimi stvari, kot so recimo umori ali pa velike transferi denarja v tujino. Zdaj lahko reči, udba je bila pač imela približno 1000 ljudi na koncu svojega obstoja. Ampak večina tega je bila zasledovalcev, tipkarc, prisluškovalcev. To so ljudje, ki niso na srednješolske izobrazbe, niso v tem smislu pomembni, razen da so nek obrtniški del delajo. Potem imate pa vodstvo. To pa so ljudje, tudi v vodstvu vsi vsega ne vedo. Ampak šef udbe ve vse. Recimo, ko imate vi ugrabitev Bata Todorovića, imate spisek, kdo vse ve za ugrabitev. In ne vejo vsi šefi oddelkov udbe. Ampak recimo zunanji oddelek ve, šef udbe ve, seveda ve pomočnik in šef udbe ve, in še tisti, ki so izvedli operacije. Ostali pa ne smejo vedeti, tudi znotraj udbe. Ampak ko rečemo, da Špica je vedela vse. In vrh partije tudi. Špica je vedela vse in seveda posamezniki, ne vsi, posamezniki v partijskem vrhu. Predvsem pa vedno tisti, ki je bil predsednik partije, ker je bila politična
ker udara tajna politična policija. Ona je bila policija ljudi, niti ne komunistov kot celote, ampak posameznega, pa najbolj močnejših ljudi v komunističnem vrhu. Nekateri tudi vodilni komunisti, ki niso bili tako pomembni, niso imeli take moči, rekel, zgodovinske mačke, vse vedel, ne, ker je ustvaril Luko, ne, ali pa Rankovič, ker niso odstranili. In dolgo časa držali. In seveda vsi predsedniki partije, ne, pa seveda tisti močni slovenci, ki so bili v Beogradu, to je bil pa predvsem Kardel, ne, pa dolga leta tudi Dolanc. Te so dobili ta poročila Udbe, ampak v teh poročilih ne boste naredili likvidacije. Potem, ker to se delalo ustno. To ne boste, praktično nimate papira, kjer bi pisalo, zahtevamo likvidacijo tega, pa to ne obstaja. Ne. Obstaja pa seveda operativni načrti, kako ne rečejo specialne akcije, se niti ne reče likvidacije, specialne akcije, ofenzivne akcije in tako naprej. Ne. In oni potem, in to vejo seveda tisti, ki to organizirajo, tisti so delavci Udbe, se pravi v duhi, ki tukaj sodelujejo, in pa vrh Udbe, in pa seveda nekateri posamezniki v vrhu partije. Mislim, da je, to je zelo pomembno vprašanje, ne? Ker načenja vprašanje odgovornosti nosilcev v bivšem sistemu. Ne? In dejstvo je, da kar se tiče vzporednega mehanizma, ker najbolj suvereno govorim, partija ni dogodka, ki ga Udba ne bi naredila, ni poslovnega dogodka, ki ga Udba ne bi naredila, ki ne bi bil narekovan direktno za strani predsednika CK-ja oziroma ožjega vodstva partije. Udba ni sama po sebi delala nekaj, ni se spomnila nekaj početi, neko jutro in začela nekaj graditi in izgrajevati neki sistem, ampak je bilo vse to po navodilih partije. In recimo prav akcija Udari v zemi, ki jo je pač operativno na strani Udbe izvajal Silvo Gorenc, to je akcija šverca cigaret preko konsignacije Emona v Portorožu na drugo stran Jadrana v Italijo, zato da dobijo sredstva, s katerimi lahko kupijo helikopter pa prisluškovalne naprave, je potekala tako, da je bilo potrebno izdati ustno navodilo predsednika izvršnega sveta Slovenije, ne? To je predsednika vlade, takrat je bil to Stane Kavčič, in na drugi strani predsednika centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, kar je bil pa takrat Popit. In tudi v zgodbi, ki smo skupaj delala, zdaj že večkrat omenjeni, ta NLB pa kriminalni temelji pa teritorijalna obramba, kjer je prišlo dejansko do odpadništva Kavčiča in ekipe, ko so začeli delati za lasten žep, je preiskava šla najprej v smer, ali je bila privolitev partije pa predsednika izvršnega sveta dana, da to počnejo. Niso najdel ničesar pismenega, šla je nova iteracija, ali je bilo ustno izrečeno. Vsi vrhovi so rekli ne, takrat so ugotovili, da je prišlo do privatizacije nekih kanalov po vzporedni ekonomiji. Ampak tehnično danes vemo, kako je bilo to regulirano. Ko je vrh partije odločil za finančno transakcijo, je uprava državne varnosti to izvedla in operativno jo je vodil načelnik uprave, potem pa so bili na tem projektu zaposleni tisti, ki so to sicer počeli. In za ta udbovska podjetja, če bi lahko rečemo temu tako, ne, praktično niti pravila, zakoni, predpisi, ki so bili takrat veljali, niso veljali. Da primer je, pišete v primeru Adit. Adit je bil podjetje, ki sploh ni bil reguliran, ni obstajal in ni izpolnil nobenega pogoja jugoslovanske zakonodaje o, ne ni bilo gospodarskih družb, ampak v gospodarskem poslovanju. Tudi takratni SDK jim je na črno odprl račun. Ne? Oni tudi formalno niso obstajali, kljub temu, da je bil direktor Adita po definiciji eden od članov enega komiteja od izvršnega sveta, ne? Kar je bilo še bolj bolestno. Ne? Ampak državo, ki bi imela slamnato podjetje, to pa še nismo videli. Ne?
To je pa nov nivo idiotizma. Mi razumemo, da imajo slavnata podjetja, smo pa parkirišča spoznali s tajkuni na Slovenskem, ampak da država naredi slavnato podjetje, to je pa redka zadeva, no? Gospod Omeza, če se zdaj vrnem, kar sem prej začel, ko ste bili v službi družbenega knjigovodstva v začetku 90-ih let, ste vendarle prišli v določena podjetja. Jaz se spomnim, da se je marsikaj odkrilo, ste mislim, da tudi ovadbe podajali, prijave. Kako je to izgledalo? Kaj ste odkrili? Mislim, da ste odkrili tudi podjetja, ko so bili v tujini, da se nam ni sanjali, da so določena podjetja bila, ne vem, železarni so imeli 50 podjetij v tujini. Seveda, SDK je imela močno tudi inšpektorsko tipo, ki je naravnana na družbeno lastnino, tle šlo pa že za privatizacijo. Ne. Ampak smo vse, v mojem mandatu 2-letnem smo naredili inšpektori, vsem pod vodstvom Romane Logar, moje namestnice, pa Bogomira Špiritiča, ki je bil vodja inšpektorjev, žal je pokojni, smo naredili 2000 pregledov, 2000 zapisnikov. Potem, ko sem jaz odšel v parlament, je bilo to predano, je bila nova generalna direktorica postala Romana Logar, je to predala državnemu tožilstvu in državno tožilstvo Drobnički mu težko očitamo, da bi bil proti tem stvarem, da bi se razkrivale, je rekel, da te ovadbe niso vredne papirja, na katerem so napisane. Verjetno je to posledica tega, da je bila tako nedodelana zakonodaja takrat. Ne. Mi smo imeli nek Markovičev zakon o privatizaciji še ni bilo, ne, in je bila nek divji zahod, tako rečem. Ne. Nekatera podjetja so to izkoristila in so nekaznovano privatizirali družbeno lastnino. Ampak to je en drug problem, kot je tisti problem, ki smo prej govorili o odlivu tega udbovskega kapitala. Ne. Tega pa ni bilo mogoče detektirati, ker se je dogajalo v tujini. SDK je pokrivala dinarski trg, slovenski, ne. A ste pa detektirali podjetja, ki so bila v tujini? Že, ampak nismo identificirali udbovskih računov v tujini, ne, ker Udba ni imela neke firme, ki bi rekli, imamo pa udbovski, imamo pa tajne račune, ali pa tega ni bilo, ne. Oni so pač račune odprte, niti ne podjetja za ta denar, ampak so bile računi odprti, kamor se je stekal denar, ki so ga pobirali v Italiji skupaj z mafijo. Ne. In potem so to prenašali v Švico, potem so to zapirali, ne vem, kam so to prenesli. Tega ne vemo, ne, ker bi mogli imeti pogled v švicarski bančni sistem, ne, za toliko nazaj, potem se je to začelo odkrivati. Problem je v tem, da je ta, ki je to odkril, kriminalist Podbevšek, je te stvari, kot jih rado piše, ker je imel njegovo dokumentacijo, po njegovi smrti je vdova dala to dokumentacijo in na osnovi te dokumentacije bi morala takratna naša, že v demokratični Sloveniji, policija, ne, zaslišati glavnega nosilca tega. To je bil pa načelnik Udbe Ivan Eržen. Ne vem, če on je znano ime, on je bil tudi takrat načelnik Udbe pri procesu JBTZ. Ampak, gledajte, to se je ustavilo, ne. Potem, ko je Bavčar odšel z notranjega ministrstva, ne, se je ta preiskava ustavila in ni bil niti glavni akter, niti zaslišan. Ne. Danes se je vse to zastaralo, ne, to je zdaj že 30 koliko let, ne, tako da tega ne moramo več niti legalno preiskovati, ne, in tudi zahtevati neke podatke, ker je težko dobiti iz tujine podatke v bančnih računih in tako naprej. Tako da to je treba ločiti. Eno je bila privatizacija znotraj Slovenije, ne, eno je bilo pa tisti, bi rekel, odliv teh fondov denarja, ne, v udbovskega iz teh kriminalnih mafijskih povezav, igralniških v Švico. Gospod Pezdir, vas se razumeti, da se pač ta vzporedni mehanizem, o katerem pišete, prenesel tudi iz prejšnjega režima v pač demokratično Slovenijo, ne? In da ste bili presenečeni, oziroma da ste takrat začeli pravzaprav se sprašati, kako je mogoče, da je prišlo do te druge sanacije bank. Že osnovne stvari so neverjetne, ne? Leta 1951 je v Vaduzu ustanovljen Kolkomelc, podjetje Kolkomelc, ki ima slamnate lastnike, ki jih imenuje Udba pod Kavčičem.
pa še del slamnatih lastnikov, ki so pa tihotapci cigaret. In podjetje Kolkomerc živi do leta 97, se pravi, ko imamo mi že davno tukaj svojo državo, demokratično ureditev, se pravi, te še vedno tečejo. Velik del premoženja, ki ga je imel ta Kolkomerc, je prešel na podjetje, drugo lichtensteinsko podjetje Comexin. To je bilo pa podjetje od Matije Mačka, to podrobno opisujem v knjigi. Ampak jaz mislim, da je leta 1993 nihče od nas ni vedel, da je še vedno živo podjetje Ivana Matije Mačka iz davčne oaze. To je pravzaprav bil, če mene vprašate, finančni škandal. In tudi vprašanje je, res, koliko v zlaganem svetu smo mi živeli, če so tam še vedno kaj poslovala udbovska podjetja. In zadeve so potem postajale še bolj šokantne. Saftijevi poganki iz britanskih Deviških otokov so bili likvidirani leta 2016. Iz leta 1968 podjetja, ki so nastala v vzporednem bančništvu, torej poganki Kavčičeve banke v Švici, so živeli do leta 2017. Tudi ta velika zgodba, kako se Safti spremeni v KB199, je prišla na enem vzvodu, ki se mu reče Proteus, ki se kasneje poimenuje Vega Finance in je še vedno tukaj in brca za poganki na Bahamskih otokih. In marsikaj se je razkrilo, ko smo začeli pregledovati dokumente o drugi sanaciji slovenskega bančnega sistema, da smo primarno ugotovili, da v omrežja, ki so se vzpostavila na mehanizmu vzporednega sistema, slovenske banke spuščajo nenormalne količine praktično nepovratnih kreditov. Ena izmed zgodb je zagotovo Darko Horvat in Aktiva, za katerega marsikdo ne ve, da je nastalo na tajnem sodelovanju med predhodnico Mossada in Udbo pod Edom Brajnikom, takoj po koncu druge svetovne vojne. Se pravi, ta sistem se je globoko zažrl v naše bivanje, predvsem preko bančnega sistema. Zdaj pa, kako pa vemo tudi, da je bil bančni sistem primarni fokus, ne samo zaradi tega, ker je to edini način, da v Sloveniji dobiš kapital, ker delniških trgov ni. Mi razumemo po dokumentu Operacija Merkur, da je nekdanjega šefa slovenske partije Milana Kučana zelo skrbelo, kdo bo direktor Nove Ljubljanske banke in je v konkordu z Nikom Kavčičem poskrbel, da je Nova Ljubljanska banka dobila tako glavo, kot jo potrebuje za nadaljevanje poslovanja, pri čemer pač ni imel nobene pristojnosti, da to izvede, ker je bil pač predsednik države, ne predsednik vlade ali pa guverner centralne banke. Seveda, ta poskus na koncu se jim je izjalovil, ker se jim je Marko Voljč odtrgal od njihovih bolestnih planov, ampak banka je še vedno plula v smer financiranja omrežja, ne pa slovenskega podjetništva. Preden damo besedo našim dragim obiskovalcem za kakšen komentar ali vprašanje, bi pa en kratek komentar. Gospod Predved je omenil Kučana, pa bi oba da nekaj komentirali. Namreč Kučan je, mislim, da 3 leta nazaj na enem prireditvi so ga vprašali neki zvezdni krediti. Morate vedeti, morate imeti v glavi, da je bil on zadnji šef partije. Na vprašanje odgovoril takole nekako, jaz se s financami nikoli nisem ukvarjal. Kako bi se ti vedel to razgledati? Njemu se najbolj ni da treba. No, jaz ne razumem, zakaj se pol ukvarjal, kdo bo direktor uprave Nove Ljubljanske banke leta 1992, če se on s financami ne ukvarja. Verjamem pa, da se on z osebnimi financami svojimi nikoli ni rabil ukvarjati, kot normalni državljani na začetku privatizacije, ko je cela država bila praktično v bankrotu tistega idiotsko epohalnega socialističnega eksperimenta 45
90-letnega. Plus ne pozabimo eno krovno zadevo, za katero bo ta človek mogel enkrat najti odgovore. To je to, kar je odprl Igor. Vendar je tu Casino Portorož. In on je bil takrat šef CK-ja, ko je Eržen in ostali kot načelniki uprave službe državne varnosti so delali masiven izvoz denarja iz slovenskih kazinojev in to z roko v roki z slovensko mafijo. Pa vendarle je nekaj, kar bo on mogel pojasniti, zakaj je imel sistem tak, da so usrani mafijci pri nas pridobivali denar. Meni se to zdi svetovna blam sramota. Njegov odgovor bo enkrat mogel priti. Sicer pa tudi, če ne pride, koga briga, nam je povsem jasen, da je bil sam zaradi tega del zločinske družbe italijanskega organiziranega kriminala, ker je on to neposredno omogočil. Naš predsednik CK-ja in prvi predsednik države je bil član italijanske organizirane kriminalne združbe. Ne bom čistko postavil, ker me je jutri tožil, ko šta naslov vrgu na portalko, ni jasen, ampak razumemo, o čemu govorimo. Da nek morajo biti limiti higieničnosti. Tvoj šef, tvoj načelnik uprave državne varnosti, ki je seznanil s tem, da je posojilna družba od italijanske kriminalne združbe, ki so čez nekaj let vsi Italijani potem zaprli, spravili za veliko let v ječo, da izvažajo kapital ven, tepe to vse v redu. Pa ni v redu. Zdaj tako, zgodovina Milana Kučana je dolgotrajna, politična, ne? Zdaj on je bil pomemben politik. Pa za Adit je vedel, ne? To smo ga dobili, dokumenti objavljali noter, veza poslovanja v podjetja, ki ne obstaja. In za izvoz denarja v tujino prek podjetja, ki ne obstaja. Zelo dobro je. To konč ne ve v financah. Mogoče se ne spomnim. To je doktor financije. Ko je on bil predsednik Slovenske partije, seveda je bila udba direktno oziroma načelnik direktno in tudi jaz vem, da se je stalno sestajal z ženom, to je meni povedal general Kranc, ta bivši, tudi preminuli že šef Kosa, dolgotrajni šef Kosa v tem 9. armadi, se pravi, ki pokrivali Slovenijo. Ampak, ko je bil on predsednik partije, je pravzaprav njegova ustavna dolžnost bila, da se vse vtika, tako rečem, da vse vodi, ker bila po ustavi partija bila zadolžena, da vlada, ne, tako rečem. Pustimo zdaj seveda te stvari, ki so bile tajne in tako naprej. Ampak, glejte, bil intervju zdaj v Reporterju s Kučanom, ne? In Kučan se je norčeval iz tega, da ni stric iz ozadja, ne? Da je to izmišljotina, ne? Tako sem jaz, ne znam točno recitiran, ampak se je norčeval iz tega. In zdaj bi ga sam mogel nekdo vprašati, ne, prostite, kaj pa operacija Merkur, dokument, ki je objavljen v Reporterju celo. Tudi, ne, in seveda vsežno, što sem pozabil, in vsežno v tvoji knjigi, ne. In tam noter je on kot predsednik države, ne, skupaj z nekim upokojencem, Nikotom Kavčičem, oba brez vsakih oblastil za delovanje, iz ozadja, zadnji dan sta obvestila Drnovška. Ja, ne prikrito iz ozadja. Dajmo ne obvestiti Drnovška, ne povedati kaj. Totalno, to je definicija strica iz ozadja. In na tako visokem nivoju in v funkciji, ko nima pa nobenih oblastil. Gotovo, če je partija, šef partije se vtikal v imenovanje šefa Ljubljanske banke, je bilo to v skladu z ustavo takratno, ne, z njeno avantgardno vlogo, ampak kot predsednik demokratične države, da se ukvarja s tem, ne, z nekim upokojencem, delate načrte, kako se po urah, po dnevih je to upisano, ne, se to Niko Kavčič sam pisal dnevnik o tem. Sem objavil dokument v knjigi, ne? Ja, to je fascinanten dokument, no, ne. Zato jaz pravim, da to je, pač mi je žal, ne, da zakaj tega na nek način, jaz razumem, da težko
določene stvari priznati, ne pred javnostjo in tako naprej, ker se delaš nekega jagenčka v tem smislu. Ne. Ampak jaz mislim, da bi bilo že lepo, če bi včasih ljudje tudi kaj, rekel, ko pogledajo svojo življenjsko pot, da povejo tudi kakšne stvari, ki jim ne grejo ravno v čas. Zdaj pa, dragi gledalci, imam dokajšno vprašanje, tudi komentar je zaželen tega, kar bomo veseli, če bom kdo kaj vprašal. Jaz bi zelo omenila, da so na vrhu povladi slednjih, ko smo nastopajo, da vemo, da skupit, Bolč in Kavčič, ne, v bistvu so vrničani, ne. To sem slišal, Kavčič je imel prej neko posest ali vikend, ali kako je bilo to? Kolikor jaz vem, je tam, ko se gre po Libo, za Libovino pa za Sodino, da je tam on nekaj časa z mano živel. Drugače pa potem po Borovnici, ne. Ja. Tudi takrat v začetku vojne je bil on partije tudi dejavni predsednik, ne. Saj Kavčič je zelo intrigantna osebnost. Ne. Govorimo o človeku, ki je bil Vosovc, ko je lezel iz gozda in 5 let kasneje v Lichtensteinu ustanavljal offshore podjetje, ne. Ki je se šel v bančne posle in je se odločil v enem trenutku, da bo partijo ukradel. Hkrati pa vemo, da je bil izrazito pokvarjen človek, ne, da je vse svoje sodelavce namakal takrat, ko je branil svojo kožo, da je bil hinavc, da se je ekonomijo tako priučil, da je predvojnega župana Bleda potegnil ven iz zapora po vojni, ga prisilil, da mu najprej učbenik v ekonomiji naredi, pol, da mu začne voditi podjetje v Letnarijah, ki je postala pol druga Portorož. Bil je en zelo tak neobičajen človek. Moja izkušnja z dokumentacijo pa z samim dokumentarcem, ki ga je Jelka Bizil posnela, pa je, da človeku absolutno ne moreš nič verjeti, ker laže kot prst teče. Kaj izgleda pač nekaj, kar si rabil, če si vod videl. Klejem je mogoče res, ko imamo Staneta Kavčiča kot vršniškega, pa Niko Kavčiča, ne? Zdaj govorimo o Niko Kavčiča. Smo se mi tudi razlagali, da bi Niko Kavčič mogel tukaj nekaj imeti. Ne. Stane Kavčič. No, pa ste me naučili nekaj, da to bi Stane Kavčič je pa čisto druga zgodba, ne? To pa, mislim, da neverjetna zgodba človeku, ki je že v sredini 60-ih ugotovil, da socialistična ekonomija absolutno nima smisla in je šel tako daleč, da je začel propagirati delničarstvo, uvajanje tržnega mehanizma, kar ga je star glava. Ne? On je intimno je bil še vedno komunist, socialist, ne? Ampak za ekonomijo je pa dojel, da je to pa. Ampak zanimivo, ne? Upno, ko je imela podjetje v tujini, se je v tujini kapitalistično, deličari in vse to, ne? Tukaj so pa ljudi pač... Ja, v drugi polovici 40-ih ti ustrelijo pa zaprejo podjetnika doma, zvečer pa to so pa zapiski iz njihovih poslovnih konferenc udbovskih, ne, se pa pogovarjajo o tem, kako bojo vlagali v delnice, obveznice, kako obvladati valutna tveganja, kako se premikati med posameznimi državami, da bo breme davkov čim nižje, se pravi, da bi prav sejo uprave ene multinacionalke, ampak to so isti ljudje, ki nimajo nobenega problema streljati v delnik človeka, ker je podjetnik. Mislim, ta šizofrenost, ki je v njih vsajena, je nekaj, kar bi mogli psihologi raziskovati po vojno. Jaz mislim, da je pomembno to vedeti, ker ljudje to nekako tolerirajo nekatere stvari, ki mislim, da jih ne bi smeli tolerirati. Ne. Poglejte, po vojni uničijo kapital podjetništvo privatno. Ne. Mnogi slovenski kapitalisti so že zelo družbeno odgovorni. Če berete recimo spomine Sirca, njegov oče in tako naprej. Ne. In še nekateri drugi. Tako da smo imeli že nek kapital Slovenci, ki je bil družbeno odgovoren, kot se temu danes reče, ne. Ki je skrbel za delavce in tako naprej. In bi se razvijal po vojni, če bi imel svobodno tržno
dejavnost lahko razvijo, pa neko demokratično oblast zraven. In kaj naredijo? Oni uničijo fizično tudi, zaprejo, tudi kakšnega ubijejo in tako naprej, uničijo privatno ekonomijo, naredijo družbeno, državno, ki je nefunkcionalna in ker ne vejo, kaj bi zdaj naredili, začnejo pa z državnim švercem, da dobijo devize. In se obnašajo kot državni tolovaj. In zasujejo Italijo recimo s cigaretami in tako naprej. In mamila, dragi kamni, devize, ne samo slovenska udba, vse udbe in zvezna udba. In kdo bo v zvezni udbi? Šverc Vitko Hlaj, Slovenc, zanimive stvari, ampak hočem reči. In zdaj se tako reče, Niko Kavčič je z denarjem iz državnega šverca ustanavljal podjetja, droga, splošna plovba, Luka Koper, mislim, da tam v Novem mestu tudi, droga in tako naprej. Ustanavlja podjetja in zdaj pravi v redu, pač šverc, ampak se je saj ustanavljalo podjetja. Zdaj pa je spravim tako, a ne bo boljš, da mi pustimo po vojni privatno inicijativo, privatni kapital in da oni svoje akumulacije dela podjetja. Ne da se država blamira, potem so državnim švercem na veliki nogi nehali, zato ker je bil pritisk Italije držav, kjer so oni proizvajali prehud, niso mogli več tolerirati, niso Tito hotel biti mednarodni državnik in tako naprej in so bile sicer še posamične akcije, kot to, ko se je že prej razložil, ampak ta državni šverc na veliko se je nehal v Jugoslaviji. Pač pa se je zdaj ta stara udba, ko je prišla v ekonomske pozicije, bančne, zunanje trgovinska podjetja, predstavništva v tujini, pa zdaj ta stara udba, ki postane gospodarska elita, začne uporabljati svoje metode prikritega oblikovanja skladov, denarnih tokov za svoj žep. In to mi natančno pišejo v tej knjigi in rado še bolj natančno v tej knjigi najnovejši, zato ker on to potegne še izven socializma in vleče še do leta 2019, se mi zdi, končaš svojo knjigo. Še vleče vse te nasledke te takratne udbovske ekonomije, državne in tudi bolj privatne, da tako rečem, vleče še v samostojno Slovenijo, vprašam do današnjih dni. Gospod prezident, vi začnete in končate po tem knjigu z Miki Miškanimi, Jaki Razmali in Drži. Zapravo, redko kdo ve, da se primer Farrokh ni prvi primer, ko je slovenski bančni sistem omogočil preboj blokade proti iranskim režimom. To se je zgodilo že leta 1979, ko je Ajatolah Khomeini prišel na oblast, nacionaliziral zahodna podjetja v Iranu in posledično so mu seveda naredili blokado vseh njegovih računov v tujini, iranskih računov, na kar so se Iranci dobili s predstavniki Ljubljanske banke v Bejrutu in se dogovorili, da bojo pomagali Irancom prebiti blokado preko švicarskih računov Ljubljanske banke. In od tam naprej je ta zgodba Ljubljanske banke, koketiranja Ljubljanske banke in Irana stalno živa. In seveda to, kar smo videli v iranskem primeru, je zelo zastrašujoče, ker ima lahko samo dve poti za pojasnitev in ena pot je seveda, da so institucije naseljene s popolnoma retardiranimi bedaki, kar je strašljivo, ker pomeni, da institucij nimamo, ali pa seveda, da gre za sistemski del, ki prihaja iz okolice vzporednega mehanizma, ker namreč težko je verjetne, da absolutno noben regulator ne more zaustaviti pranja denarja, da absolutno nihče ne more tega preiskovati, da absolutno nihče ne more tega nadzorovati. In absolutno nemogoče je, da so na NPU in na tožilstvu prepričani, da so transakcije, ki se končajo pri Ani Karenini in Supermanu, legitimne transakcije. Mene skrbi živeti v taki državi, kjer naj bi tisti najbolj usposobljeni kriminalisti, ki
preiskujejo gospodarske in finančne prevare, pristajali na to, da Superman dobiva denar iz Irana. To je absurdno. To je absurdno, bolj, da pač razpustimo vse, ali pa damo vse skupaj v roke kavačkemu klanu, pa je to, kar direkt. A imam to? Ker smo ravno pri neki toleranci. Sprašujem se, kako daleč gre ta toleranca na vse področje, ali človeške, ali narodni toleranci, predvsem toleranca volivcev, ob enem samem vrhovnem vprašanju, ki se meni porojeva kar naprej in ne vem, koga bi na tem svetu to vprašal. A je na svetu še kakšna država, da bi predsednik države rekel, da meni ta država, samostojna država, ni intimna opcija. Ampak to jaz še razumem, da je mogoče rekel zaradi nekih tistih časih. Ampak leta 2015 je rekel sebi, še danes ni. Tu se jaz sprašujem, a je na svetu kakšen predsednik države, da mu svoja lastna država ni intimna opcija, samostojna država ni njegova intimna opcija. In to se glasno reče in se ga tolerira. To je meni vprašanje. A imate kakšen odgovor? Jaz mislim, da je še en tak predsednik, to je Lukašenko, predsednik Belorusije, komu je Sovjetska zveza intimna izbira. Mislim, da je to ta kategorija ljudi. Tu se ustavlja pamet, ne vem. To najbrž ni. Zato se meni zdi tako pomembno, da oporekamo na nek način. Jaz sam skušam, recimo, skozi to serijo Velikani slovenske, smo zdaj udba pokazati na to genezo osamosvajanja. To je pomembno. Jaz drugega govora ne vidim, kot da pariraš takim stvarem na neki teoretični, strokovni, zgodovinski ravni. Drugega govora nimam. Še vprašanje za Brdo, odkje pa to, bi rekel, nezanimanje medijev, nezanimanje neke strokovne javnosti, ali pa dela politike za vajno delo, ko je posebina vajnega dela je naravnost srhljiva, grozljiva. Sicer kaže na neko temno plat naše zgodovine, niti ne temno, ampak črno plat. Zato, ker enemu velikemu delu slovenskega politike in tudi medijev ne odgovarja, oni bo že rekli, udba je nekaj slabega, ampak podrobnejše raziskovanje politično ne odgovarja, ker misle, da s tem sledimo njihove pozicije, ker so oni kot neki, rekel, nasledniki. Pa ne bilo treba, lahko bi se popolnoma opredelili do tega, obsodili to, koliko se gre, tako malo približno na splošno, in podpirali taka raziskovanja. In ne bi nič škodilo, če bi stopili na ta vlak. Ampak očitno ima nek slab občutek, jaz vem, da je Kučan protestiral, ker je ena knjižnica kupila moje knjige, zakaj kupujete Omerzove knjige. Namesto bi on rekel, kupujte, pa da bi on sam vzpostavil nek odnos do tega, pa tega pač žal ne naredi. Tudi ta knjiga, Repeta o Kučanu, to so tiste najbolj, rekel, problematične zadeve, ko je bil on predsednik partije, so kar nekako izvenijo kot neka pripovedka. Ne gre v do nobene kritične distance ni prišlo do tega njega, pa bi lahko to naredil, zakaj pa ne? Se lahko človek reče, da se zmotil, sem že v takem sistemu in se je tako dogajalo. Danes pa razlaga o pomenu demokracije in tako naprej. In izpade dosti neverodostojno, ker če že to misli, danes bi mogel pa malo povedati, kako včasih ni bilo tako, ko je on to vodil. In se mogel posud s pepelom na nek način, če bi hotel biti danes verodostojen v zagovarjanju demokratičnih vrednot. Dejstvo je, da če naprimer se jaz ne bi dotaknil dokumentacije o arhivu Republike Slovenije, bi se o en drug dotaknil. Ampak ta dokumentacija tam je in izpričuje našo zgodovino iz rok tistih, ki so v 50 letih ustvarjali. In to je partija,
in služba državne varnosti. Kar na koncu dneva pomeni, to je realnost. Tudi če se noče mainstream mediji s tem soočati, tudi če se noče en lep kos slovenske javnosti s tem soočati, to tam je nekje v arhivu Republike Slovenije kot del slovenske zgodovine in to več ne gre stran. Lahko se delajo še naprej glupe, ampak ta njihova glupost pa gledanje stran je zdaj samo manifestacija popolnoma retardiranega idiotizma, ker to je in to obstaja in ni nobene besede, ki bi več to prekrila. Glede, je problem, ne? Glede, jaz sem pisal knjigo Stanovnik, ker me je zrevoltiralo to, da se je on predstavljal kot oče slovenskega naroda. Ob tem, ko smo že prej vedeli, pa sem jaz to še podrobno po razisku, da je pravzaprav on do zadnjega zagovarjal avnorske Jugoslavije, se pravi Titove Jugoslavije. Ne? V redu, napačna politika, napačna percepcija, ne? Ampak iz tega delati herojstvo. Ne? In STA, jaz mislim, da STA treba na vsebinskih vprašanjih določene stvari postaviti, ne na finančnih, na vsebinskih. Ko je STA objavila Stanovnikova smrt, je objavila, da je umrl predsednik osamosvojitvenega predsedstva. In vsi časopisi so to povzemali. Kako? Njegovo predsedstvo do zadnjega bilo proti osamosvojitvi. Do zadnjega. Samomor, je rekel, to je samomor. To je pa govoril po črnogorskih in tako naprej, pa še in tuji diplomatom je to govoril. Skratka, hočem reči, poglejte, potem druga stvar, recimo srečanja slovenskih izobrazbenih kot dragi. En temeljev naše državnosti, temeljev, ne? To je bil slovenski parlament v malem, ko ni bil možen, tle demokratični parlament, so se dobivali zamejci, emigranti, tudi sem tako jaz se lahko naši hodili, so jih spustili, ne? In je bil nek slovenski parlament in da so načeljali teme, ki jih tukaj nismo mogli načeljati. In ko je bilo 50 let drage, sem jaz napisal knjigo, in je šlo to, ne samo moja knjiga, tudi sama 50-letnica drage so bile takale vestičke, ne? Ko mogli udarna vest na TV Dnevniku na prvi strani dela 50 let enega velikega temelja slovenske osamosvojitve. Mislim, to pa boli, to pa res boli. Podobna norost je danes, ne, v primeru Firework se lahko pregamo v neskončno za Pop TV-jem, da Superman res obstaja. Tam uredniki obstajajo, ki verjamajo obstoj Supermana. Izvolite. Jaz sem Domen Sokjanki iz občine Novi Dragove. Točno to sem hotel vprašati. Se pravi, to sem slišal, te Supermani, to so res imena bančnih računov. Ne, nakazilo je, ne. Bančen račun je že neki, ne, ampak namen nakazila je Superman, pa Ana Karenina. Zdaj, jaz nisem šel tako delati, da bi šel na svojo banko napisati nakazilo za 2 milijona evrov Ana Karenina, ne, ampak mislim, da se ne bi dobro končalo, ne. Ampak v tej logiki, ne, jaz sem pa jeden na drugi strani, nihče ni mogel odprti, ne vem, v Nemčiji pod imenom Superman računa, ne. Ampak je to nakazilo, ki je po definiciji sumljivo, ker ti imaš indikatorje, ki kažejo, kaj bi bilo lahko pranje denarja in čim je kaj takega, je sumljivo. Naprimer, eden primer, ne, kaj ni bilo sumljivo in kaj je šlo čez in kaj potem policija pa tožilstvo tudi nista videla za problem. Ne. Ko je Iranc pošiljal delu transakcije v ZDA, ne, so v eni ameriški banki rekli, to zdaj več ne vemo, zakaj gre, ne. Pravite, da so to transakcije, ki temeljijo na poslovnih dogodkih, dajte vi NLB, ne, od tega Iranca dobiti poslovno dokumentacijo, da vidimo, če to sploh obstaja, kar on trdi, da nakazuje. In NLB-jevci rečejo Irancu, daj poslovno dokumentacijo, ko imamo problem v ameriških bankah, ne. In on pošle dokumentacijo. In dokumentacija se s tistim, kar je bilo v nakazilu, ne ujema, ne po temu, kaj, zakaj, kjer poslu je šlo, ne ujema se niti v znesku, ne ujema se niti v datumu. Sprav, na NLB bi mogli reči, ne,
da je se zmotil ali pa da je pravo dokumentacijo, ker tole nakazilo zdaj je ratalo hudo problematično. Ne, oni njemu rečejo, v redu je pa v Ameriko sporočijo, da je vse cool, da so oni videli poslovno dokumentacijo, da je ta transakcija resnična. Pa bo še več, ko se to zaključi, oni grejo do Iranca, pa mu rečejo, lej, transakcije v Ameriki bojo problem. Da je ustanovljeno drugo združbo v Združenih Arabskih Emiratih, pa iz une družbe nakazuj, pa pol bomo v Ameriko nakazovali, tako da jim bomo malo zameglili poti. Zdaj, in tožilstvo in NPU sta rekla, da tukaj ni česa razpolnega ne vidita, tudi ne o transakcijah, ki so se v ZDA končale z obsodbo zaradi pranja denarja. To pa pol, ja. A veš? Ja. Pa še naprej, pa je pa na to, prej je to povedal, zdaj se vrnem nazaj na tole udbo pa te skrbni mehanizem. Meni se zdi noro, da nekdo verjel v komunizem, ampak si znam predstavljati, da bi jaz v tistem času verjel v to, pred drugo svetovno vojno. Pa se vprašam, ali kdo od te udbe pa teh sistemov vodilnih verjel, da je to še prav? Jaz mislim, da so verjeli v moč, ki jim je dal ta sistem. Totalitarno moč sistemu. Ne pa v smiselnosti sistema. Ok, ko pa imamo še eno vprašanje za nakončno, za Milan Kučan, pa zdajšnjega, te ljudi, da se kaj sprašujemo. Mi gospod Merz, ste vidim, da ste zelo, boste do konca idealist, boste verjeli, da človek lahko se spreobrne pa samo refleksijo naredi. Mene zanima, ker je ne morejo, cel sistem pri nas. Se sprašujem, a je ne morejo zato, kar se ne splača, ker če bi to začeli govoriti, se počas začne odbirati, stopnička, pa se začne to odpirati se te zadeve, samo da bi Milan Kučan zdaj začel se spovrdvati, pa da mu žal pa to. A enostavno on res ne more, v srcu, v duši, ne more še zdaj stopati, predstaviti. Kaj to pomeni, da v bistvu celo življenje se šel, Starost ni problem pri tem, če se človek odloži, da bo nek obračun naredil in bo skušal biti, rekel, nek način pošten do tega obračuna, potem lahko narediš kadarkoli, si noter, si strn. Imate vi ljudi, ki se pokesajo določenih dejal, se tega ni manj. Ampak zanimivo pa je to, da če gledate vso to udbovsko strukturo, pa tudi politično strukturo naše bivše Slovenije, pravi ni enega zavedlave, recimo en tak udbovski nekaj povedal. Ampak od teh višjih, pogledajte, Gorenc danes ne bo povedal, kje je grob Stepana Crnogorca, da bi njegova družina ga lahko pokopala. Ker je rekel, eno osnovno človeško dejanje, tudi nihče ga več ne more preganjati, ker je od tega umora, oni bi takrat šef zvezdne udbe, ko so umorili tega študenta Crnogorca, verjetno v Ljubljani. Ne vemo točno, kje so ga umorili. Vemo, da so ga te države, ki so ga ubili v Salzburgu. Niti tega ni sposoben narediti, da bi povedal, kje so ostanki enega človeka, ki družina bi ga rada pokopala. Recimo, ker je nekaj osnovnega, da ima človek pravico do groba. Visoko moralno človeško rečeno. Tega ne storijo. Nihče od teh vodilnih ne udbovcev, ne politikov ni naredil nekaj samo refleksije v tem smislu, kot mislim, da bilo, jaz mislim, da zgleda tudi vi, da bilo prav, pa še marsikdo drug. Še tam načela. Če se lahko vrnemo 40 leta, to je izven Slovenije, kako se je končalo vračanje denarja, tiste 2,5-3 milijarde Amerikancem, ki je Tito Kennedy prodal tega prašiča. Je to zdaj tisti narod povrnil s tem jugo-avtom, če ste vi na financah, če to kaj poznate, a so to vadilke, še zmerno astronauti so prišli terjati, potem, ki je bil že Kennedy kupovet, to vesoljsko tehniko, ki se je razbil, pa slovenskih avtorov in včerka sta bila v to upletena, ko vodila, če v tem kaj veste. Hvala. Jasne. Prvič, Jugoslavija ni nobene vesoljske tehnike. To je bil blef, no? To je blef. In tudi Američani tega niso plačali. Zakaj bi plačali nekaj, kar ne obstaja? Ljubov je sploh z enega avta, niso znali narediti, bolj pa vesoljsko tehnologijo prodali Američanom. To je en film bil, Houston ima probleme nekaj takega.
Ivan Pavić je bil. To je Je popoln- bil satira, že oštajte. Ne, oni so skozi to, da je to resen film, Ja. pridobili pozornost, v bistvu gre pa za satirično zadevo. Ne. Tako da to je brezpredmetno, ker te transakcije sploh ni bilo. Še vi, gospod. Ja, glede groba Stefana Crnogorca, vse bi povedali, ne, kje je, ne. Tam ni sam on zakopan, tam jih je veliko, ne. In v tem je največji problem, ne, ker vemo, ne, da pa se dogaja v skupinskih vodiščih pa tako naprej, ne. Nadaljeval bi pa s tem, ne, omenil ste, da je bilo 2000 cirka ubojcev zaposlenih. 1000. A 1000, no. Pa 3000 sodelavcev zbral v duhu. Ja, no, celih na sodelavce so se hotel navezati, ker na vrhu, ki je približen, vem, sem sumil, kdo je, kar sem bil tudi že prej v policiji v službi, pa sem vedel, kdo drgam, kdo še kaj dodatno razmišlja. Ampak pred par leti me je pa zelo presenetil, ker so se glih v tele dvorani zbrali ob predstavitvi druge knjige Klavore o Depali vasi. In ker mi je nekdo omenil, da sem tudi jaz v knjigi omenjen, sem rekel, grem pa poslušati, kaj povedal, ne. Sem se glih takole usedel v prvo vrsto, dve vrste za mano so bile še prazne, drugače pa dvorana polna, se pravi, 120-130 ljudi je bilo in ko sem gledal, kdo je prišel, ne, sem videl, da sami bivši zaposleni iz UDBE, bivši špici, ki sem jih gledal zdaj, ne, bivši komandirji iz bivši policaji, zelo presenečen pa sem bil na precejšnjo število ljudi, ki jih v tej družbi nisem pričakoval. In takrat, ko je Klavora predstavljal knjigo, ki je organizator vabila razpošilal, je poslal vsem takem iz te branže, ne. Tako da je Vrčka in Vrčka okolica je bilo kar 100 in toliko ljudi vezanih na pa sodelavcev UDBE. Tako da jasno Depala vas je pa ponavljal, zato ker je takrat bil en civil prizadet in to meče slabo luč na desno opcijo še zmeri, ne. No, še to. Mi je Klavora rekel, bi še jaz kaj povedal, ne, ker sem izstopil iz te mase, ne. Sem pa rekel, da te knjige sigurno ne bom bral, ker o Depali vasi vse vem. Pa me do danes še noben ni nič vprašal, tako da tudi dokumentom iz te knjige ne moram čisto verjeti, ker ne vidi, ne. Zdaj bomo pa počas zaključili. Hvala lepa vsem, ki so prišli, hvala lepa gledalcem, ki so nas gledali v neposrednem prenosu. Najlepša hvala pa gospodu Pezdirju in gospodu Omerzi, ki ste bila gosta današnjega večera. Upamo vsi, da se bo vendarle kaj premaknilo, da se bo zavest o slovenski zgodovini, temnih plateh njene zgodovine, tudi o njej začelo bolj javno govoriti. Hvala lepa vsem. Hvala.